Nutriendokreatin monohidrat. Gre za izdelek, ki je v bistvu eden izmed najstarejših izdelkov dodatkov na tržišču za vzdržljivostne športe, močnostne športe, predvsem bodybuilderji uporabljajo kreatin, se pravi moč, vzdržljivost in pa mišična masa. Te tri zadeve so v bistvu tri dejavniki, ki so v bistvu odvisni od kreatina monohidrata. Nutriendokreatin monohidrat, bi lahko rekel, se razlikuje od ostalih monohidratov po tem, da je znamke Creapure. To je v bistvu ena blagovna znamka, nemška blagovna znamka, ki naj bi bila nekako najbolj kvalitetna in najbolj pristna v zgodovini kreatina, bom rekel. Se pravi, v Evropi kreatin Creapure naj bi veljal kot za najboljši kreatin na tržišču. Glede uživanja kreatina monohidrata, v bistvu vsak ima svojo formulo, več različnih stvari je bilo napisanih. Jaz se držim tisto, kar sem sprobal in meni najbolj dela, se pravi nekje 15-20 gramov dnevno, se pravi 5 gramov nekje 20 minut pred zajtrkom, 5 gramov 1 uro pred treningom in pa 10 gramov takoj po vadbi. Tiste dneve, ko ne treniram, vzamem samo pred zajtrkom oziroma pred enim glavnim obrokom nekje pol urice prej, kar z vodo 5 gramov in se vidi, da zadostuje. Priporočeno doziranje, se pravi, koliko piše proizvajalec oziroma druga opcija, kako se jemlje, naj bi se jemala nekje prvi teden oziroma nekje prvi 10 dni 20 gramov dnevno, razdeljeno v 4 doze po 5 gramov, kasneje pa naj bi zadostovalo samo 5 gramov dnevno, nekje ali pred ali takoj po vadbi. Se pravi, najprej ga treba nalodati v telo, potem pa vzdržujemo tisti nivo kreatina z dnevnim vnosom 5 gramov, čeprav mislim, da je 10 vseeno boljše. Radih Savt.